Dobro jutro. Dobro jutro. And I must Priznati admit moram, that's the da only je to Slovenian I'll be vse, able to kar vam give you lahko povem v today. slovenščini. Vendar pa hvala lepa za uvod. Zagotovo je bil zelo prijazen, tega pa ne bom vedel. Zahvalil bi se gostiteljem za povabilo in vesel sem, da se vam lahko pridružim v tem lepem mestu in vaši državi na tej pomembni konferenci. V naslednjih 50 minutah vam govoril o različnih raziskavah, ki sem jih vodil povsod po Evropi, predvsem pa v Združenem kraljestvu v preteklih letih. In te raziskave se nanašajo na spolno zlorabo otrok na spletu. Govoril vam bom o različnih podatkih in dokazih, spregovoril pa bom tudi o drugih področjih, na katerih raziskujemo z našo ekipo, in osredotočil se bom na tisto pomembno sporočilo, ki ga morate nesti s seboj. In to je, da ko se ukvarjamo s temi težavami, moramo delovati skupaj v različnih državah. In vem, da tukaj so z nami predstavniki različnih organizacij, prav tako pa obstaja veliko dobrih praks na različnih delih pravosodja, zlasti kar se nanaša na spletno okolje. In vsi si lahko pomagamo in se podpiramo pri boju proti spolni zlorabi otrok na spletu. Naj vam povem nekaj malega o sebi. Sem forenzični psiholog in sem direktor think tanka v Združenem kraljestvu, National Center for Social Research. Tukaj opravljamo številne obsežne raziskovalne projekte, predvsem v sodelovanju z vlado. Imamo pa tudi nekaj mednarodnih projektov, sodelujemo z Europolom in Interpolom. Sem pa tudi raziskovalec na Centru za zlorabo in travmatološke študije. Tu se ukvarjamo z interdisciplinarnim raziskovanjem. Sem torej psiholog, vendar pa sodelujemo tudi s kliničnimi psihologi, socialnimi delavci, z snovalci politik, z vlado, psihoterapevti, odvetniki in drugimi posamezniki. In v naših raziskavah skušamo nekako pozabiti mnenje, da je kibernetski prostor drugačen od obnašanja in vedenja v realnem svetu. Nekako skušamo utrditi mnenje strokovnjaki, da ko delamo z mladimi, ko delamo z učitelji, starši, da razumemo, kakšni so izzivi pri reševanju zlorabe, in da se ne ukvarjamo samo s tehnologijo, ampak da se ukvarjamo tudi z digitalnim življenjem. Vedeti moramo, da internet ostaja tukaj, da ne bo pobegnil, in da moramo razumeti vedenje na spletu kot normalna. In ko razumemo, da internet ne bo nikamor šel, bo to zelo lažje in nam bo pomagalo pri oceni tveganja in pri ukrepanju pri spolnih zlorabah. Najprej vam bom predstavil to prosojnico, in to je plod dela, ki ga opravljamo s kolegi z britanskim notranjim ministrstvom. Gre za 3 različne vrste raziskav, ki jih opravljamo v zadnjih letih. Ko gledamo spolno zlorabo otrok na spletu, potem finančno kriminaliteto na spletu, pa tudi radikalizacijo na spletu v povezavi s terorizmom. Trenutni raziskovalni projekt se osredotoča na to, kako identificiramo žrtve, kako so žrtve viktimizirane, kako delujejo storilci, in povsod gre za podoben proces. Toda rezultati so predvsem se zelo razlikujejo, kar zadeva kazensko pravosodje. Proces tveganja, ranljivost in tudi zaščitni faktor ter prožnost, na kar se moramo osredotočiti, pa je zelo podobna. Vsi
ti trendi so zelo posebni, so del zelo posebne raziskave. Toda trenutna raziskava pa se ukvarja z širšim tveganjem na spletu. Ko pogledate različna tveganja in varstvo, je veliko dobre prakse in veliko izmenjav informacij, s pomočjo katerega smo boljši pri odzivanju na težave in pri delu z žrtvami, družinami. In to lahko izkoristijo tudi socialne institucije, ki sodelujejo s policijo. Osredotočil se bom na spolno zlorabo otrok na spletu, toda rad pa bi tudi omenil, da se lahko z vami pogovarjam tudi o drugih raziskavah, ki jih vodimo pri nas, vendar pa kmalu bo ta omenjena raziskava objavljena in dobro je, da imamo že te rezultate in da vemo, kaj dela policija na področju boja proti terorizmu. Kajti policisti, ki delujejo na področju spolne zlorabe otrok, se lahko učijo tudi od svojih kolegov, ki se ukvarjajo z bojem proti terorizmu. Prav tako je zanimivo, da vemo, kaj se dogaja pri socialnem delu z otroki, ki so zanemarjeni oziroma so žrtve zlorabe. In to je gre za sorodne procese kot pri novačenju ljudi v terorizem. Treba je vedeti, s čim se ukvarjajo, kako postanejo ljudje bolj odporni na teroristične grožnje. In to lahko uporabimo tudi pri našem delu. Se pravi, zelo koristno je, da odpremo naš način razmišljanja in da pomislimo, od koga vse se lahko kaj koristnega naučimo. Pred 3 leti smo začeli z raziskovanjem policijskega dela in policijskih praks ter odziva skupnosti, kar zadeva spolno zlorabo in izkoriščanje otrok v celotni Evropi. Nismo vključili vseh evropskih držav, smo pa vodili projekt iz Združenega kraljestva, sam sem bil voditelj projekta. Sodelovali smo z različnimi strokovnimi telesi, ki sem jih že omenil, govorili smo z mladimi, veliko časa smo se pogovarjali s policisti po Evropi in skušali smo prepoznati ključne težave, ki so bile po našem mnenju najpomembnejše in kje je bilo najtežje nuditi ustrezen ukrep na to vse pomembnejšo grožnjo. Danes zjutraj smo videli nekaj statistike glede obsega oziroma števila mladih, ki so zlorabljeni na spletu. Se pravi, sedaj ne bom ponavljal teh statistik, vemo, da številke naraščajo, morda je to posledica boljše tehnologije. Po drugi strani pa vemo in tudi upamo, da je del razloga za to porast tudi boljše poročanje. Ljudje nekoliko bolje razumejo zakone in morda se bom tudi tega nekoliko dotaknil, ko bom govoril o policijskem delu. V zadnjih 2 letih smo se torej pogovarjali z Europolom in policisti po Evropi in ugotovili smo, da obstaja 5 ključnih tematik, ki so najpomembnejši izzivi, s katerimi se soočamo, ko govorimo o pravilnem odzivu ter varstvu mladih ljudi. Nekateri bodo zelo preprosti, zagotovo jih boste poznali, nekateri pa vam bodo morda pomagali pri vašem razmišljanju in pri vašem delu na vašem področju. Najprej bomo govorili o širjenju gradiva doma. Veste, kaj to pomeni. Prosil bi vas, da dvignite roke tisti, ki imate splet, dostop do spleta doma. Vem, da vsi bi morali dvigniti roke. Gre za preprosto dejstvo, a zelo močno dejstvo obenem. Včasih smo govorili, da je zloraba otrok predvsem v družini. Večinoma so storilci člani družine ali razširjene družine. Po drugi strani pa vidimo novo dogajanje, ko imamo splet in ko internet postaja del naših spalnic in dnevne sobe in ko ne uporabljamo več namiznih računalnikov,
ko smo imeli fiksne računalnike, so bili zgolj na enem mestu in so starši videli, kaj otroci gledajo. Sedaj pa dostopamo do spleta preko mobilnih telefonov. In ko gledamo iz kriminološkega vidika, to pomeni, da imajo storilci dodatno možnost, da dosegajo ranljive posameznike. Po drugi strani tudi starši ne morejo neprestano spremljati, kaj otroci počnejo, ko delajo domačo nalogo ali druge dejavnosti, kajti otroci toliko veliko časa preživijo na spletu. To je torej eden od prvih ključnih izzivov, ki smo jo prepoznali s policisti in socialnimi delavci. Se pravi, gre za to, da ne morejo vedno vedeti, kaj se odvija doma. Drugi izziv je tudi vam poznan, gre za koncept globalizacije. Zelo težko se je policistom odzvati na probleme, gre za različne pristojnosti, različne storilce. Treba je govoriti z žrtvami iz različnih držav, različnih starosti. Gre tudi za negotovosti v povezavi s časovnimi pasovi in težko je vedeti, težko je prepoznati pravi čas, ko pridemo do storilcev. In policija se morda ne more vedno pravi čas odzvati, da bi spremljala zlorabo. Evolucija oziroma razvoj je naslednji pomembni dejavnik. Zagotovo imate otroke. Imam 22-letno sestro, ki živi z mano. Pravi mi, da je moja 22-letna hči, kajti skrbim zanjo. In zame je to zelo zanimivo. Med nama je 12 let razlike. Toda toliko stvari se naučim od nje, glede tehnologije, ki jo uporablja s prijatelji. In z vidika svojega poklica, ko delam s socialnimi delavci in policisti, se tega morda ne bi zavedal. Tehnologija se namreč spreminja tako zelo hitro, obstaja toliko aplikacij, toliko različnih plasti in orodij, ki jih ljudje lahko uporabljajo, in zaradi tega je naše delo tako zahtevno. In sam rad uporabljam analogijo. Prišel sem domov za Božič. Sestra je bila še v srednji šoli s svojimi prijatelji in vsi so sedeli za kuhinjsko mizo in vsak je imel svoj mobilni telefon, vsi so se smejali in se pogovarjali in pravzaprav so si izmenjevali fotografije. Dekleta so si izmenjevala fotografije fantov oziroma penisov svojih sošolcev in zbirale so slike, kot da bi zbiral znamke, kartice, kovance. Moja sestra je bila zelo naivna, ko je bila takrat mlada in ni se zavedala svojega početja. In povedal sem jim, da so sodelovali pri kaznivem dejanju. Toda pojasnile so mi, da potrebuješ celotno zbirko, da vidiš slike vseh penisov. Gre torej za idejo, da ne moremo biti vedno v koraku z mladimi. S tem pa pridemo do naslednjega dejavnika, ki je tudi pomemben. Govorimo o digitalnem razkoraku, o tem, kako milenijci, kako je mlajša generacija digitalna, kako je rasla s tehnologijo, kako je povezana s tehnologijo in se znajde dobro s tehnologijo. Mi, starejši, pa nismo pri tem tako dobri in potrebujemo več časa. Prav tako, ko govorimo o učenju jezika. Pa to ne govorim o razliki med starši in otroci, temveč o našem odzivu. Kdo sprejme kritične odločitve, ko gre za zakonodajo, politike, preiskovalne prakse? Gre za isti koncept. Naši najpomembnejši strokovnjaki in najvišji policisti in odločevalci ter snovalci politik, ki delajo politiko in ki se odločajo, imajo enake posledice tega razkroja.
oziroma razpada, razkoraka. Vemo, da se profili žrtev spreminjajo, da se spreminjajo profili storilcev in zanimivo je, da tisti, ki sprejemajo odločitve, imajo izkušnje, imajo znanje svojega področja in vedo, o čem govorijo, po drugi strani nimajo tega razumevanja v realnem času in nimajo te povezave s tehnologijo. In zadnjič, tudi ta točka je zelo pomembna in meni najljubša. To je ena od ključnih težav, s katero se vsi soočamo in tudi razlog, zakaj bodo žrtve vedno v ranljivem položaju, kar zadeva spletno zlorabo. Gremo o časovnem nesoglasju oziroma neskladnosti. Imamo 3 različne časovne okvire in ti so v neskladju med seboj. Gre za politiko, razvoj, človeški razvoj in tehnološki razvoj. Politika in pravo oziroma zakonodaja ponavadi potrebujeta 4 do 5 let, da nastaneta. To je v redu, ampak vseeno je to dolgotrajen proces. Človeški razvoj, rodite se, ste otrok in potem greste skozi puberteto in postanete odrasla oseba. Ste v ranljivem obdobju, kar zadeva konvencije Združenih narodov in ne boste tako odporni na morebitne zlorabe. In to je ponavadi, to je lahko v neskladju s politikami, ki so lahko osredotočene na določeno starostno skupino. Zadnji element pa je tehnologija in tehnološke spremembe, ki se odvijajo zelo hitro. Velikokrat sem sodeloval z londonsko policijo, recimo ob petkih smo šli na teren in smo prepoznavali storilce in našli smo nove brskalnike, nove aplikacije, ki jih morda žrtve uporabljajo in potem smo se vrnili v ponedeljek, pa so se te aplikacije povsem spremenile ali pa se je način pogovora povsem spremenil. Aplikacije so se dramatično spremenile, spreminjam se sestanka nekega jutra, govoril sem z višjimi policisti o Kiku, ga poznate morda, KIK, gre za anonimni portal za sporočanje. Lahko si snamete to aplikacijo in najdete na njej karkoli želite. Toda policisti o tem niso slišali še ničesar in edini razlog, zakaj sem to sam poznal, je zaradi pomembnega vira informacij, ki sem ga imel in to je bila moja sestra. Veliko tega bo novega, toda po drugi strani je pomembno, da imamo to v mislih, tudi ko gremo naprej, te tematike, ti problemi ne bodo nikoli izginili. Delam tudi v centralni in vzhodni Afriki in tamkajšnji socialni delavci se ukvarjajo tudi z penetracijo v podeželskih okoljih in niti ne vedo, kako zasnovati zaščito na spletu. Tehnologija se torej hitro spreminja in vedno moramo imeti to hitrost v mislih. Naslednja prosojnica pa se osredotoča na to, kar sem že govoril. In tukaj vidimo pomembnost medsektorskega, meddisciplinarnega odziva. Sam sem trdno prepričan, ko govorimo o boju proti spolni zlorabi otrok na spletu, in mislim, da se boste večinoma strinjali z mano, da ne gre zgolj za policijski problem oziroma problem policijskega nadzora. Najbolj osnovna definicija kaznivega dejanja je kršitev kriminalnega zakona. To seveda pomeni, da potrebujemo policijski odziv za tiste, ki ste policisti ali za tiste, ki sodelujejo s policijskim delom. Veste, da je obseg teh dejanj prevelik, preobsežen in zato potrebujejo pomoč. In na koncu svoje predstavitve bom predstavil naš javnozdravstveni pristop k spolni zlorabi otrok. Toda tega je pomembno, da se zavedamo.
Tukaj ste strokovnjaki različnih profilov in tudi strokovnjaki se strinjajo, da delujemo bolje, če sodelujemo. Eden od načelnikov oziroma Simon Bailey, ki je višji policist, se ukvarja z spolno zlorabo otrok na spletu. Odgovoren je za spodbujanje policijskega dela na tem področju in tudi sam je velikokrat poudaril, da policija ne more delati tega dela samo s policijskim delom, potrebuje sodelovanje z drugimi sektorji in ta prosojnica kaže ravno te težave. Nažalost, ena od ključnih težav je namreč pomanjkanje standardizacije in praks, potem problema različne ravni financiranja določenih policijskih postaj. Nekateri imajo morda boljšo tehnologijo, boljše pristope ali zgolj boljše zavedanje in imamo tudi konfliktne interese, ki jih moramo upoštevati. Prvi cilj policije, kot sem že rekel, je preiskovanje, prijetje in obtožba ter obsodba. Toda obstajajo platforme, na katerih delujejo storilci in pri katerih ni potrebnega odziva. Vemo, da obstaja Facebook, Twitter, Instagram in zavedamo se, da ne gre tukaj za javne ustanove, kot je recimo policija. Policija mora ščititi javnost, policija uživa tudi zaupanje javnosti in policija tudi mora imeti takšen ugled in mora imeti legitimen odziv. Tehnologija pa ima drugačno nalogo. Njena naloga je ponujanje storitev. Njihova naloga ni, da so objektivni, temveč da služijo strankam. In to seveda pomeni, da so njihove stranke tudi mlade žrtve. In če nimaš skupnih ciljev in skupnega načina boja proti tem težavam, pri čemer moraš delovati v partnerstvu, pa to lahko privede do konfliktov, do izzivov pri komuniciranju in pri preglednosti. Prav tako bi izpostavil neenako razpoložljivost sredstev. Rad bi vam še nekaj povedal. Sodelujem z Scotland Yardom, z forenzičnim analitikom, ki si ogleduje prizorišče spletne zlorabe otrok in seboj pripelje ekipo forenzikov in analitikov in pogosto nam pojasni, kakšne težave imajo. Nimajo prav nič več denarja kot v 80-ih letih. Po drugi strani pa si še vedno ogledujejo enaka prizorišča kaznivih dejanj, imajo enako številčno ekipo in imajo enako količino dokazov. Toda namesto knjig, videokaset pa imajo majhne USB ključke, ki imajo na tisoče in tisoče videoposnetkov ter fotografij. In da obstajajo tehnološke rešitve, ki nam pomagajo pri obvladovanju tega materiala, toda kar zadeva preiskovalni proces in vlaganje obtožnice in potem, da gre primer naprej na sodstvo, to še vedno pomeni, da morajo imeti dovolj osebja, ki pregleda vse to gradivo. Tehnološka industrija pa ima, kot veste, veliko več denarja. Nimam delnic v Facebooku, žal mi je, da tega nisem storil, ko je bilo možno. Toda vidimo, kakšne so težave zaradi različnih prednostnih nalog in tukaj denar postane težava. Govorili smo že o partnerstvu in o pomenu partnerstva. Gre pa tudi za postavljanje pravilnih prednostnih nalog, ko gre za ukrepanje. Različna telesa bodo želela delati na različne načine in bodo imela različno mnenje in tudi različno mnenje glede tega, kakšne so prioritete. Toda, če si na to pogledamo iz multidisciplinarne perspektive, pa bomo morali izoblikovati skupne prednostne naloge.
ko sami opravljamo svoje delo, ugotavljamo, da je dvigovanje zavesti zelo pomembno. Pred 20 ali 30 leti smo bili bolj osredotočeni na to, kako si ljudje pravilno zapenjajo pasove v avtomobilih oziroma kako ne smejo voziti vinjeni. In vedeli smo tudi, kakšne so posledice kajenja in smo se na to osredotočali. In za vse spremembe je bilo potrebno veliko časa, ampak to se je zgodilo skozi ozaveščanje celotne javnosti, da je potem javnost lahko sprejela informirane odločitve. In na ta način so potem ljudje začeli postavljati pravila v svojih lastnih domovih, v šolah in k tem problemu se bom še vrnil na koncu svoje predstavitve. Imejte pa to v mislih, vedeti moramo, kaj je najbolj pomemben odziv, kje so naše prednostne naloge in tudi kam moramo usmeriti naša sredstva in naše finance. Naj vas ne prestraši ta prosojnica, gre za zelo pomembno prosojnico. Kot sem že omenil, je zelo pomemben ta pogovor z različnimi organizacijami in to je delo, ki smo ga opravili z evropskimi policijskimi postajami. Od policije smo se naučili, kakšno usposabljanje so imeli, ko gre za ukvarjanje s spolno zlorabo otrok, kako pripravljene so se počutili, ko so se ukvarjali z konkretnimi primeri spolne zlorabe otrok na svetu in ali so na podlagi svoje pripravljenosti in usposabljanja čutili, da lahko preiskujejo posamezne primere spolne zlorabe otrok na pravilen in dovolj podroben način. To nam je bilo vse skupaj zelo zanimivo. Pogovarjali smo se s policisti iz 5 različnih držav in to z vsemi plastmi policistov, od najnižjih do najvišjih članov vodstva policistov v Angliji, v Walesu. Potem ukvarjali smo se tudi, oziroma sodelovali s policisti iz Norveške, torej želeli smo govoriti z najrazličnejšimi policisti glede tega, kako pripravljene so se počutili za to delo. Ta prosojnica vam kaže grozd odgovorov da. Na desni strani, tukaj so mi policisti govorili, da imeli so usposabljanje, bilo je zelo kvalitetno, zaradi tega so se počutili pripravljene in da menili so, da so preiskovali dejanja na pravilen način. To je vse skupaj zelo dobro, morda preprosto in k temu se bom še vrnil. Na tej strani pa imam veliko odgovorov ne. In ti neji pravijo, ne, nisem dobil specifičnega usposabljanja, nisem se počutil dovolj pripravljenega, nisem poznal domače zakonodaje na področju spolne zlorabe otrok na spletu, ne zavedam se, da obstajajo evropske direktive na tem področju in ne mislim, da sem se lahko ustrezno odzval na primere, s katerimi sem delal. In ti ljudje prav tako vedo, da žrtve ne vprašajo glede njihovega lastnega vedenja na spletu in prav tako ne vzamejo tehnologije žrtvam oziroma storilcev. Se pravi, na eni strani imamo veliko odgovorov da in na drugi strani veliko odgovorov ne. Ključna razlika med tema skupinama je precej preprosta. Vsi v skupini da so višji, starejši policisti in so blizu konca svoje kariere. To je torej vodstvo, ki veliko časa že opravlja svoje delo in imajo izkušnje in ki so odlični preiskovalci, po drugi strani pa več ne preiskujejo. Po drugi strani pa je skupina polna mladih policistov, ki so tisti, ki dvigujejo telefone,
ko pokliče mama ali oče in pravi: "O moj bog, ravno kar sem si ogledal hčerkin mobilni telefon in nekaj se dogaja." In ta prosojnica nam torej prikazuje evropske države, v katerih smo delovali, da imamo nekaj izjemno veščih posameznikov, ki pa so na vodstvenih položajih in ki nujno ne sodelujejo v dnevnem policijskem delu. Prav tako pa na ta način vemo, da obstaja velik razkorak na področju usposabljanja med mladimi policisti, ki so tisti, ki bodo v največjem številu primerov se odzvali na dejanja. Če se mladi ne počutijo dovolj usposobljene in če žrtve ne sprašujejo pravilna vprašanja oziroma če ne vzamejo tehnologije storilcem, bo zelo verjetno, da bodo spregledali ključne dokaze, ko gre za spolno zlorabo otrok na spletu. To nam pove, da si moramo zagotoviti, kot sem rekel že na začetku, da tudi ko gre za osnovno uvodno izobraževanje, da ko policisti začenjajo svoje kariere, da jim že takrat vzbudimo zavedanje, kaj je pomembno pri njihovem delu, kajti spolna zloraba otrok na spletu je še vedno spolna zloraba otrok. In tako pridemo do naslednje prosojnice, razložil jo bom. Tukaj vidimo veliko odgovorov da in veliko odgovorov ne. Odgovori da veljajo, spadajo med višje, starejše policiste in ne pripadajo mlajšim, neizkušenim policistom. In kar ta prosojnica pove, ta graf pove, je, da moramo izboljšati kompetence, preiskovalni proces in zagotoviti najboljše storitve za družine, za žrtve. Tisti, ki so rekli, da to so policisti, ki so se počutili kompetentne, čutijo, da so samozavestni pri preiskovanju primerov, ker so že izkusili usposabljanja, vajeništvo, prakse v drugih organizacijah. Preživeli so nekaj časa za Internet Watch Foundation, zagotovo ste že slišali za to organizacijo, ali so bili v drugih organizacijah, ali so sodelovali s Facebookom, s Twitterjem, tako da so razumeli, kaj se dogaja, kako se mladi odzivajo na spletu, kaj počnejo. Imeli so stik tudi z akademskimi strokovnjaki. V Združenem kraljestvu imamo Center za varnost na spletu in tam imamo strokovnjake, akademike, tudi jaz sem v tej skupini, imamo predstavnike tehnoloških podjetij, imamo nevladne organizacije in policiste in izmenjujemo si informacije, izkušnje, da grejo potem policisti nazaj v svoje policijske postaje in skupnosti, kjer delujejo. Torej, mladi policisti še niso tega izkusili in so dovolj usposobljeni v nekaterih zadevah. Nekateri imajo usposabljanja, kjer organizacije pridejo na policijske postaje in vodijo usposablja, predstavijo izzive in skušajo ponazoriti in zagotoviti sodelovanje. Torej, to je bilo nekaj o policiji, zdaj pa se vračamo nazaj na žrtve. Nekateri morda poznate Stevena Webstera in Tonija Wafoko. Pred nekaj leti sta delala to raziskavo in sta se osredotočila na storilce in žrtve in profile spletnih groomerjev
In dobila sta 3 kategorije, to so odporni mladi ljudje, ki lahko zaidejo v težave, ampak si znajo tudi poiskati pomoč. Potem imate tiste, ki tvegajo, to je druga skupina, ki delajo neumnosti na spletu, so tudi dovzetni za sextortion, za izsiljevanje in potem imamo ranljivo, tretjo skupino. To so nesamozavestni mladi, iskali so prijatelje na spletu in zato posledično so bili zelo dovzetni za napade storilcev. To je bilo narejeno kar nekaj časa nazaj in zato smo želeli dobiti pravo sliko današnjega časa. Imeli smo raziskavo, v kateri je bilo vključeno 1500 učencev v Združenem kraljestvu in dobili smo naslednja tveganja, naslednje profile. Najbolj pozitivna stvar tukaj na tem grafu je, da večina mladih, s katerimi smo se pogovarjali, je trdila, da ni izvajala ničesar od teh dejavnosti. Menimo tudi, da nekateri niso bili iskreni, ampak vseeno je zelo pozitivno vedeti, da večina mladih trdi, da ne počnejo teh dejavnosti. Tam, kjer je pa rdeč krog, kjer je obkrožen graf, tukaj gre za mlade, ki so povedali, da so vsaj enkrat bili naprošeni, da pošljejo seksualno vsebino. Seveda to ni presenetljivo. Tukaj imate še en graf. Vprašali smo, s kom so se srečevali, s kom klepetajo. Gre za večino vrstnikov, večina je bila moških, 24% tukaj, ki so obkroženi na spodnjem delu puščice, pa pove, da gre za odrasle, torej 5 let in več starejše. Če gre za vrstnike ali mlajše, potem se seveda vprašam, ali je to primerno ali ne, še vedno je to nelegalno, ampak ko gre za starejše, ki napeljujejo mlade, potem je to že sumljivo. Medvrstniško napeljevanje še nismo popolnoma raziskali, tukaj imamo še veliko dela. Potem imamo še nekaj statistike, vse bom razložil, ne skrbite. Izdana je bila tudi publikacija. Dobili smo 4 profile mladih, ki so izpostavljeni tveganju. Najprej treba razumeti, kaj pomenijo moji kvadratki, torej prilagojeni mladostniki. To so tisti, ki so odporni. Oni se zavedajo težav, morda so že imeli težave, morda so jih naprosili, da pošljejo material, spolno vsebino, ampak oni so se znali odzvati, poklicali so policijo, šli so do staršev, znali so si poiskati pomoč. To je odlično in to je bil moj največji podozorec. Potem imamo tukaj trikotnike, torej radovedni, neseksualni mladi. To je ta skupina, ki je pripravljena že narediti večje neumnosti, bolj tvegana početja, počnejo na spletu, so komentirali tudi spolne vsebine, niso pa pošiljali materijala, niso se dobivali s temi sumljivimi odraslimi. Vedeli so, kako se pravilno odzvati. Potem pa imamo 2 najbolj tvegani skupini. Tukaj so moji rombi in še črtkana linija, ki so tisti, ki veliko tvegajo. To so večinoma fantje, torej mladi fantje po Evropi. Kar 85% vzorca so bili mladi fantje. Oni so počeli veliko tveganih reči v resničnem svetu, pa tudi na spletu. Povedali so nam,
da si ne poiščejo pomoči, da tudi ne bi povedali, če bi prišlo do zlorabe na spletu, kajti počutili bi se osramočene. Sram bi jih bilo. Torej, čeprav so se vključili v neke spolne dejavnosti na spletu, pa niso v takšni nevarnosti kot zadnja skupina. Tukaj pri najbolj tvegani skupini, ki se dejansko srečujejo v živo s sumljivimi storilci, torej tretja skupina sem jih imenoval radovedni, mladi. Tukaj pa so večinoma mlada dekleta, ki se ne vedejo asocialno, vendar pa zelo rade pošiljajo slike, videoposnetke, tudi so žrtve bulinga, so tudi podvržene drogam, alkoholu in so tudi velikokrat članice oziroma LGBT privrženke. In zaradi nekaterih težav, ki jih imajo v resničnem življenju, zaradi nenavadnih spolnih praks, se potem tudi zapletejo s temi potencialnimi storilci in se tudi v živo dobijo z njimi. Tako, naslednji prikazi. Tukaj nas zanima, razumemo tveganja, vprašamo se, kaj še napoveduje, ali si bo nekdo poiskal pomoč. Pri tistih mladih, ki so najbolj zaščiteni, ki so najbolj odporni, če so dobili nekaj po spletu, spolne vsebine, nekaj, česar si niso želeli dobiti, so takoj šli po pomoč. Potem druga skupina, radovedni mladi, če so dobili nekaj, česar niso želeli dobiti, so poiskali pomoč in manj kot so tvegali v resničnem življenju, kar se tiče drog, alkohola, bulinga, bolj so poiskali, v večjih primerih so poiskali pomoč. Tisti, ki bolj tvegajo, tukaj je zelo zanimivo, če so v tej skupini dobili nekaj, česar niso želeli dobiti, so poiskali pomoč, ampak ker je šlo večinoma za fante, ponavadi niso razkrili, kaj točno se je zgodilo. Zato ne vemo, ali so ti podatki zelo natančni. Morda tudi tukaj ni pomembno. Najbolj tvegana skupina mladih, torej mlada dekleta, tukaj pa ne moremo napovedovati, ali bodo sploh poiskala pomoč. Včasih se pogovorijo s prijatelji, s prijateljicami, ampak vemo pa, da so tudi te prijateljice izpostavljene groomingu in nekako potem pride do normaliziranja njihove izkušnje, do viktimizacije. Ker imam samo še nekaj minut na voljo, bi povzel, kaj smo se naučili. Kar se tiče spolnega napeljevanja na spletu, smo ugotovili, da več kot pol mladih je že doživelo, da jih je nekdo napeljeval k spolnemu delovanju na spletu. Polovica je bilo strani moških in še polovica od tega starejših moških. To je pomembno, ko razmišljamo o odzivih, torej ko gre za spolno zlorabo na spletu in medvrstniško zlorabo na spletu. Mladi so se obrnili raje na prijatelje, ko so iskali pomoč. Vem, da je to morda ni tako uporabno za nas v situacijah, ko so ti drugi mladi tudi žrtve zlorabe, ampak pomembno je, da to vemo, kajti mladi staršem ne povejo organizacijam, ne pokličejo, ne prijavljajo teh zadev, ampak se obrnejo na prijatelje
Zato je treba spodbujati ozaveščanje in spodbujati to idejo. Torej, naložil si fotografijo, posnetek na Facebook, to je slabo, to je kaznivo dejanje. Ampak mi smo tukaj za vas, pomagali ti bomo. Torej, to sporočilo mladi morajo slišati. Kaj so glavne ranljive točke? Torej, dekleta, ki so žrtve bulinga, medvrstniškega nasilja, ki jih šola ne zanima, ki preživijo veliko časa na spletu, ki ne vedo, kaj to je varnost na spletu. Mislim, da je to morda malo smešno, kajti zagotovo ste vsi že videli dobro, pa tudi slabo spletno varnost. Pred nekaj leti smo v Angliji in v Walesu razdelili publikacije, ki so bile morda dobre za leta 1990, ampak za današnji čas pa te brošure niso bile primerne. In videl sem nekaj materijala, ki ga imate v Sloveniji, nekaj brošur, gre za dober material, interaktiven material, veliko slik, ki jih lahko pravilno uporabite. Kaj pa so dejavniki tveganja? Torej, ljudje, ki so zelo odprti na spletu, ljudje, ki so se spoznali z nekom na spletu, tisti, ki pijejo samo, da se napijejo, in tisti, ki pošiljajo materijale s spolno vsebino. Morda to ni nelegalna vsebina, morda je samo erotična vsebina, pa vseeno. Pomen usposabljanja, pomen starša, tehnologije, kar se tiče policije, socialnega dela. Moramo imeti skupen, multidisciplinarni pristop, kajti gre za težavo, ki se tiče vseh in kjer morajo vsi zaigrati svojo vlogo, tako da sporočajo prava sporočila. Ne gre samo za to, kako policija ujame storilca, ampak gre za to, da učitelji imajo prave informacije, ki jih lahko posredujejo učencem, da se pogovarjajo z učenci o sextingu, o tujcih na spletu, o izmenjavi gradiva, pa tudi odgovornost staršev je zelo pomembna. Ne morem vam povedati, kolikokrat sem bil v policijski sobi, kjer sem bil z mladoletnikom, ki je bil žrtva, tam pa je sedela tudi objokana mama, ki ni razumela, kako je to mogoče, zakaj je moja deklica poslala to gradivo, te slike. In potem je deklica rekla, ti se jeziš name, ampak tudi tebe sem videla, kako si svojemu fantu, svojemu partnerju pošiljala takšne slike. Torej, ljudje se morajo zavedati, kakšni pogovori so potrebni, kakšna je starševska odgovornost. Potem pa moramo tudi za storilce, za sumljive osebe pravilno delovati, moramo vedeti, kaj narediti, ko jih ujamemo. Ne gre samo za kazen, gre tudi za rehabilitacijski proces, skozi katerega bi morali iti. Tako da vsi ti sektorji morajo sodelovati. Tukaj so moje ključne opazke. Torej, kibernetski prostor, internet bo ostal z nami. V Združenem kraljestvu smo imeli raziskavo, da vsi starejši od 18 let več kot 200-krat na dan pogledajo na svoj pameten telefon, upravljajo bančne storitve, zabavo, se informirajo in tako naprej. Torej, internet bo ostal z nami. Mladi preživljajo vedno več časa na spletu, niso nadzorovani, tako gradijo svojo identiteto. Torej, ne morete verjeti temu, da ker je vaš otrok doma v sobi, da je varen. Ni tako. Učitelji in starši se morajo bolj zavedati, kakšni pogovori so pomembni za ozaveščanje.
that this kind of balance between the real and online world Torej pravo ravnotežje med realnim svetom in spletom mora obstajati. Ljudje, mladi ljudje potrebujejo te prave informacije. Najlepša hvala za vašo pozornost. Upam, da nisem bil prehiter, tudi za prevajalki. Če imate kakršnakoli vprašanja, pa sem seveda na voljo.